Gospod Vajgl, zanima me, kaj pa porečete, da Slovenska nacionalna stranka zahteva referendum za vstop Hrvaške v EU in tudi NATO. Ampak to dva ločena referenduma. Kakšno je vaše mnenje o tem, bi to zaostrilo vsa ta prizadevanja za umiritev žoge, za pogajanja, za neko diplomatsko rešitev spora? Veste, kaj vi me sprašujete o stališču ene izmed najmanjših strank v temle parlamentu in ki ima pravico do svojega mnenja, tudi pravico, da ga zelo glasno, ne zelo glasno, ampak zelo glasno reklamira. Jaz mislim seveda, da so ideje o referendumu slabe ideje in da bi vsak referendum, ki bi tako globoko posegel v odnose med dvema sosednjima državama, bil skoraj da najslabša možna rešitev tega razpleta, da bi bil to pravzaprav dodaten in dolgoročen zaplet. Tako da mislim, da v tem trenutku ni treba sploh posebno resno obravnavati takšnih razmišljanj. Kot diplomata, sprašujem vas kot diplomata, kako zdaj vi gledate, kako si naj Hrvaška razlaga ta signal, se pravi, da se prelaga to odločanje o njenem vstopu oziroma potrditvi protokola za vstop v NATO, pregledovanje dokumentov, kako mislite, da si bodo Hrvati razlagali to stališče? Jaz mislim, da bodo dovolj racionalni, da bodo v tem videli samo to, da imamo v Sloveniji razvito parlamentarno demokracijo, da ne želimo spornih vprašanj prelamati preko kolena, posebej kadar gre za stvari, o katerih si je mogoče ustvariti neko jasno podobo. Bile so zahteve za vpogled v določene dokumente. Mislim, da je poslancem odbora in pozneje tudi celotnega državnemu zboru treba omogočiti vpogled v takšne dokumente, če za takšnim stališčem stoji vlada in predsednik vlade je to na nek način ponudil. Če vas vprašam takole, za konec mora biti, kakšen je rezultat med državama Slovenijo in Hrvaško na evropskem parketu? Kakšen je rezultat med državama na evropskem parketu? Naprimer, je to 1:1, je to v prednosti Hrvaška na Sloveniji ali obratno? Jaz mislim, da je tukaj padlo zelo veliko golov, ne samo takšen nogometni rezultat. Tu je že rezultat, ne vem, v katerih sportih se dosegajo najvišji. Košarka? Ne, še višji. Ampak predvsem pa mislim, da je ogromno avtogolov na tejle tabli. No pa res za konec, se vam zdi, da se bo Slovenija nekako... V kegljanju so najvišji rezultati. Ja, se hotel dodatno tudi na koncu, ampak se vam zdi, da bo Slovenija nekako zdaj izgubljala na evropskem parketu napram Hrvaški. Zdaj ta odbor Evropskega parlamenta je dal nekako svoje stališče. Oli Rehn sicer je ponudil določena stališča obem stranem, pa vendar so nekako vsi v smeri pozitivnosti za Hrvaško? Ne, nikakor ne. Nikakor ne. Slovenija ne more, institucionalno ne more izgubiti svoje pozicije, ki jo ima znotraj Evropske unije kot članica. Ti signali, ki jih daje odbor in potem interpretacije takšnih stališč odbora, to je pač nekaj spremljajočega evropske demokracije. Moram reči, da običajno dajejo ton zelo razgreti in pogosto zelo enostranski poslanci. Tako je bilo tudi to pot. Se veselite, da boste nosilec liste Zaresa za evropske volitve? To ne vem, če bom in ta odločitev mora pasti v stranki po demokratični proceduri. Nisem pa rekel, da sem nezainteresiran za to. Hvala lepa.